Ko je prišel z gore, so ga spremljale velike množice. In glej, pristopil je gobavec, se poklonil pred njim do tal in rekel: Gospod, če hočeš, me moreš očistiti. Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: Hočem, bodi očiščen. In pri priči je bil očiščen gob. Nato mu je Jezus rekel: Glej, da nikomur ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi dar, ki ga je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje. Ko je prišel v Kafarnaum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil ter govoril: Gospod, moj služabnik leži doma hrom in hudo trpi. Jezus mu je rekel: Pridem in ga ozdravim. Stotnik pa mu je odgovoril: Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj, ter rečem temu: pojdi in gre, in drugemu: pridi in pride, in svojemu služabniku: stori to in stori. Ko je Jezus to slišal, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem: Resnično povem vam, pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere. Povem vam, da jih bo veliko prišlo z vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo z Abrahamom, Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu. Sinovi kraljestva pa bodo vrženi ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Stotniku pa je Jezus rekel: Pojdi in kakor si veroval, naj se ti zgodi. In služabnik je ozdravel tisto uro. Ko je Jezus prišel v Petrovo hišo, je videl, da njegova tašča leži in ima vročico. Dotaknil se je njene roke in vročica jo je pustila. Vstala je in mu stregla. Ko se je zvečerilo, so privedli k njemu veliko obsedenih. Z besedo je izgnal duhove in ozdravil vse bolnike. Tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiji: On je odvzel naše slabosti in odnesel naše bolezni. Ko je Jezus zagledal okrog sebe množico, je velel odriniti na drugo stran. Tedaj je pristopil neki pismouk in mu rekel: Učitelj, za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš. Jezus mu je dejal: Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil. Nekdo drug izmed njegovih učencev pa mu je rekel: Gospod, dovoli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta. Jezus mu je dejal: Hodi za menoj in pusti, da mrtvi pokopljejo svoje mrtve. Ko je stopil v čoln, so šli njegovi učenci za njim. Na jezeru je nastal velik vihar, tako da so valovi pokrivali čoln, on pa je spal.
Pristopili so k njemu, ga zbudili in rekli, Gospod, reši nas, izgubljeni smo. dejal jim je. Kaj se bojite, maloverni? Da je vstal, zapretil vetrovom in jezeru in nastala je globoka tišina. Ljudje pa so se začudili in govorili. Kakšen človek je ta, da so mu pokorni celo vetrovi in jezero? Ko je prišel na drugo stran, v Gadarsko deželo, sta mu iz grobov prišla nasproti dva obsedenca. Bila sta tako divja, da nihče ni mogel mimo po tisti poti. Zavpila sta in rekla: Kaj imava s teboj, Božji sin? Ali si nas prišel sem pred časom mučiti? Daleč od njiju pa se je pasla velika čreda svin. Demoni so ga prosili, Če nas hočeš izgnati, nas pošlji v čredo svin. rekel jim je: Pojdite. Šli so torej ven in vstopili v svinje. In glej, vsa čreda svin je planila po bregu v jezeru in v vodi poginila. Pastiri pa so zbežali, odšli v mesto in sporočili vse, tudi o obsedencih. Vse mesto je šlo Jezusu naproti. In ko so ga zagledali, so ga prosili, naj odide iz njihovih krajev.